Na osnovni šoli Rodica je večina učencev naročena na šolsko malico, na kosilo pa 80%. Podoben je delež tudi na drugih šolah. Šolska malica mi pomeni zelo veliko, drugače med uro ne morem razmišljati in sem siten do sošolcev in sošolk. Skoraj nas cel razred hodi na kosilo in pa se vedno po šoli med kosilom še malo podružimo, povemo, kako je bil naš dan v šoli, kaj smo kaj delali pa tako. Ko pridem domov, sem sama in da v bistvu si ne rabim sama kuhati. Cena šolske malice bo ne glede na vedno višje cene hrane vse šolsko leto ostala enaka, saj jo je vlada zamrznila. To pomeni, da bodo vaši starši zanjo odšteli 90 centov, razliko do polne cene bo plačala država z denarjem iz državnega proračuna. Drugače je s šolskimi kosili. Ceno teh določi vsaka šola posebej. Na tej šoli jo bodo z novim letom zvišali. Približno polovica učencev ima sicer subvencionirano, torej brezplačno malico, kosilo je brezplačno za četrtino. Da bo šolska prehrana brezplačna za vse, je obljubila vlada, zato se zavzemajo še v stranki SDS. Brezplačna kosila bi uvedel inštitut 8. marec. Jaz mislim, da če že, potem najprej začnimo z brezplačno malico. Najraje bojo kosila plačljiva, ampak da bojo recimo interesi, kot so glasbena šola, pa kaj, da ti to država plačuje. Je pa res, da nekateri, ki imajo družine več denarja, ne bi bilo pravičen, ker bi oni še zmeraj ne bi zapravljali, tistim, ki imajo več denarja ostalo. Ne cenijo to hrane že zdaj, kaj bi šele potem, ko bi bilo zastonj. V tem sistemu bomo ponujali vsem, pa hkrati bojazen, da bomo zavrgli preveč, kar je utemeljeno. Z ministrstva, ki je pristojno za izobraževanje, so nam sporočili, da obljube o brezplačni šolski prehrani še ne morejo izpolniti. Približno polovica vseh šol ima namreč premajhne jedilnice, tretjina pa neustrezne kuhinje. Premalo je tudi osebja, ki bi šolsko kosilo za vse lahko pripravilo. Na osnovnih šolah zagotavljajo, da vedno poskrbijo za to, da nihče ni lačen. Bodisi s podporami, ki pač so omogočene preko šolskega sklada, potem zunanjih donatorjev. Potem so pa tukaj še različne organizacije, ki včasih pristopijo na pomoč. Na voljo jim je kruh pri kosilu, tudi za otroke, ki niso naročeni na kosilo. Na voljo jim je sadje. Otroci lahko zadnjih 10 minut prevzamejo kosila, ki so ostala.